Na Ljubečni zaradi varnosti prestavili štorklino gnezdo. Celjski mestni svetniki potrdili vseh 12 predlogov za letošnje občinske nagrajence. Družba Celjski sejem v lanskem letu ustvarila 3,7 milijona evrov prihodkov. Tajfun in Zlatorog preko Šenčurja in Olimpije na Final Four pokala Špar. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na Ljubečni so danes prestavili štorklino gnezdo. Štorklje so gnezdo tam na Drogu električne napeljave postavile pred 2 letoma, za prestavitev pa so se odločili zaradi varnosti te ogrožene zaščitene vrste ptic. Ko sta 2 beli štorklji pred 2 letoma prvič prišli na Ljubečno, je bila to za krajane glavna novica. Ob gnezdu so se ustavljali tako otroci kot starejši, spremljali skoraj vsak gib štorkelj, se izobraževali, ustanovili so celo poseben odbor, ki bdi nad dogajanjem v gnezdu in ob njem. Ko so prvič priletele, smo seveda vsi vaščani gledali in pričakovali, ali bojo ostale pri nas ali ne bojo. No in ko smo videli, da gradijo gnezdo, je to bilo tisto pravo in seveda potem smo prenehali govoriti o vremenu in o politiki, ampak smo se pogovarjali samo o štorklah. Moram reči, da skoraj celo naselje živi za te štorkle, živimo štorklami in da redno se srečujemo vsako leto, vsaj 3-krat, s tem namenom, da posvetimo neko večjo pozornost tem našim ptičem, ker zdaj jih imenujemo, da so to naše štorkle. V Sloveniji naj bi gnezdilo okoli 400 štorkelj, večina v urbanih okoljih, kjer si mnoge gnezda postavijo na električnih drogovih, kot se je to zgodilo tudi na Ljubečni. Krajani so zato predlagali, da bi gnezdo prestavili na Drog brez električnih vodnikov. Mesto, kjer je bilo gnezdo, je bilo ogroženo, se pravi, da bi lahko tudi štorklja z celim gnezdom padla dol, zaradi tega smo naredili zdaj to s podstavkom in z substratom bomo dali gor, zato da bo potem štorklja posvojila to gnezdo, upamo. V Celju in okolici gnezdi okoli 20 parov štorkelj. Očitno so tu našle primerno okolje za preživljanje pomladnih in poletnih dni ter vzrejanje mladičev. Imamo pa še nekaj koščkov Celjske doline, kjer pa je ohranjena ta tradicionalna raba prostora, tradicionalna krajina, ki je seveda privlačna tudi za štorklje zaradi tega, ker tam najde hrano. To so mokri travniki, to so tisti travniki, kjer je pestrost živalskih vrst tolikšna, da zadostuje prehranskim potrebam štorklja. Prestavitev gnezda so opravili delavci Elektra Celje, ki se s takšnim podvigom niso srečali prvič. Prestavitev 250-kilogramskega gnezda je namreč precej zahteven projekt. Gre za celoten organizacijski projekt, potrebno je dvigalo, ki bo dvignilo to gnezdo, potem da se odreže, skratka celotna ekipa mora biti na terenu. Z veseljem smo se odzvali, ker smo tudi sami družbeno odgovorno podjetje. Odločili smo se, da ta drog, na katerem so si štorklje zgradile gnezdo, da bo kostanjev, da tudi tu smo ozaveščeni okoljsko, tudi ni nobenih betonskih klešč, tako da sam kostanjev drog. Prestavitev gnezda je uspela. Na Ljubečni tako zdaj štorkljo in štrka znova pričakujejo aprila. In če bo tako kot v preteklih letih, se bodo maja veselili mladičev, sredi avgusta pa se bodo štorklje znova vrnile v Afriko. Mestni svet Mestne občine Celje je potrdil vseh 12 predlogov za letošnje celjske občinske nagrajence. Na osrednji proslavi o prazniku Mestne občine Celje 11. aprila bo Rudi Čajevec prejel naziv častni meščan Celja. Zlati celjski grb bo prejela prva osnovna šola Celje, srebrna grba bosta romala v roke Tonetu Goršiču in kapucinskemu samostanu s cerkvijo Svete Cecilije, bronasta pa podjetjema Ema d.o. in Hobiles d.o. Adela Požežnik, Marija Malgaj, Ana Mladenovič, Jernej Mirt in Matej Huš so letošnji prejemniki kristalnih celjskih grbov. Moram reči, da smo prejeli lepo število predlogov, 28, dobri predlogi. Seveda je delo na komisiji izredno zahtevno, tako kot je vsako leto. Sem prepričan, da smo izbrali te prave predloge, tudi častnega meščana in seveda dobitnike vseh zlatega, srebrnega in bronastega grba in pa predvsem mladih, ki si zaslužijo tudi svoj kristalni grb. Tako da ob seveda
tako veliki podpori tudi strani mestnega sveta sem prepričan, da priznanja romajo v prave roke. Celjski sejem je uresničil lanskoletne poslovne načrte. Ustvarili so 3,7 milijona evrov prihodkov, dobiček ocenjujejo na 50 tisoč evrov. V letošnjem letu bodo pripravili 4 večje sejemske dogodke in še 7 sobotnih festivalov. Še vedno je največji dogodek celjskega sejma jesenski mednarodni obrtni sejem. Lani ga je obiskalo preko 122 tisoč ljudi. Prav tako so v vodstvu sejma zadovoljni z lanskoletno novostjo, sobotami na celjskem sejmišču, ki iz meseca v mesec privabljajo več obiskovalcev. Ti dogodki zaenkrat v prihodkih še ne predstavljajo nekih bistvenih premikov. Vsak dogodek je takšnega treba graditi, na začetku bolj ko ne vlagamo v te dogodke, toliko da tudi nekako sejmišče zapolnimo, da navadimo ljudi, da se tukaj lahko več čas kaj dogaja. Nekako v prihodnjih letih pa s tem kulinartom tudi načrtujemo, da bi čez par let pa zrasel v nek dogodek v sejem, ki bo pa tudi že prihodkovno in pa dobičkonosno postal zanimiv. Tudi v letošnjem letu, ki so ga na sejmišču začeli s preomenjenimi sobotnimi dogodki in dvodnevnim festivalom Kulinart, pripravljajo že uveljavljene sejme. V mesecu marcu je tradicionalni letni četvorček Flora, Altermet, Apis Slovenija in Poroka. Potem v mesecu aprilu imamo sejma Energetiko in Derteh, ki potekata vsako drugo leto. Septembra imamo sejem Mos, potem pa končamo z sejmom Erotiko v decembru. Sejem Avto in vzdrževanje, ki je doslej potekal v parnih letih, so na željo razstavljavcev prestavili na neparna leta, zato ga bodo naslednjič pripravili prihodnje leto in s tem razstavljavcem omogočili predstavitev novosti. Nekoliko skrivnostni so glede novega sejemskega dogodka, ki ga bodo najverjetneje prvič pripravili prihodnje leto. Z malo sreče, mogoče že tudi letos, ampak je še malo prerano za o tem govoriti, ko bo čisto potrjeno. Ter mi bomo tudi to sporočili. Še vedno pa so aktualna tudi razmišljanja o novi sejemski dvorani, ki bi stala na nekdanjih teniških igriščih za dvorano L. Imamo dokumentacijo že pripravljeno. Čakamo pa nekako, nek pravi trenutek, da se malo ta gospodarska situacija še stabilizira, da jo bomo potrebovali tudi več kot enkrat letno. Tako da recimo, da je to nekje v srednjeročnem načrtu, v roku 3 let je neka želja, ni še za to potrjeno, pa tudi neka predvidevanja, da bo situacija takšna, da bi lahko to halo postavili in da bo tudi potrebna za več sejemskih prireditev. O begunski krizi je celjski sejem del prostorov, ki jih ni potreboval za sejemsko dogajanje, namenil tudi nastanitvi migrantov. Mi imamo pogodbo z Ministrstvom za notranje zadeve do konca meseca februarja. Smo si že na začetku tako dogovorili, ker v mesecu marcu in aprilu to dvorano potrebujemo za naše sejemske prireditve. Tako da z koncem februarja bojo to dvorano izpraznili. Sedaj jim je še zmeraj na voljo, trenutno že dalj časa ni bilo migrantov tukaj, ampak imajo pa na voljo, tako da če bi bila potreba, jih lahko v 2 urah namestijo. Glede na situacijo in proste kapacitete se bodo o morebitni novi sklenitvi najemne pogodbe odločali po mednarodnem obrtnem sejmu. Košarkarji Zlatoroga, Tajfuna, Lastovke in Krke so polfinalisti pokala Špar. Hopsi so na gostovanju pri Lastovki zapravili 14 točk prednosti iz prvega srečanja na Polzeli. Zlatorog je s 76 proti 71 še drugič v 2 dneh premagal Union Olimpijo, šentjurski Tajfun pa je zanesljivo napredoval kljub sinočnemu porazu na povratni tekmi s Šenčurjem. Po torkovi zmagi na Gorenjskem za 24 točk so Šentjurčani po kar 266 dneh odigrali prvo uradno tekmo v Hruševski dvorani. Gostje so odlično začeli in s pomočjo trojk v prvi četrtini povedli za 7 točk. Razlika po prvih 10 minutah je bila točka za Gorenjce, v drugem 10 minutju pa sta obe ekipi vpisali le po 6 točk. Najbolj svetli trenutki domače ekipe so prišli v začetku drugega polčasa, saj je po nekaj domiselnih akcijah domača prednost narasla na 10 točk. Gostje se niso vdali in prišli povsem blizu.
V 36. minuti je Tajfun še zadnjič vodil, v sicer nepomembni končnici pa so bili učinkovitejši gostje. Včeraj nam je malo zmanjkalo, zmanjkalo nam je po pikah veliko, ampak enostavno nas smo držali stik prvih 15 minut in držali smo stik do takrat, dokler nismo začeli igrati egoistično in postavljati ego pred ekipo. Danes smo to obrnili, se pravi odigrali kolektivno skozi celo srečanje in tako to tekmo dobili. V Tajfunovi zasedbi je z 18 točkami prednjačil Sandi Čebular. Poškodbe še naprej tarajo šentjurski tabor. Tokrat na igrišče ni stopil Aleksandar Ponjević, med tekmo pa je moral z igrišča Milan Sebić. Za samo predstavo celih 40 minut sigurno ne moramo biti zadovoljni. Na drugi strani pa kar je meni zdaj najbolj pomembno oziroma pomembno ali pa tudi na drugi strani zaskrbljujoče je to, da na vseh teh tekmah kar dobivamo še neke dodatne poškodbe in v bistvu dan že čez celo tekmo skoraj mogo sam gledati, da tiste, ki so zdaj lažje poškodovani ali pa so dobili v teh zadnjih 2 dneh neke poškodbe, da jih probamo pač obvarovati, da ne bi se te poškodbe še povečale. Ampak kar je najbolj pomembno zdaj je, ne nazadnje, se to je specifično v 2 dneh, igrali so se 2 tekme, vsaka svoj polčas. Mislim, da kar je najbolj pomembno je to, da smo napredovali v naslednji krog. Zdaj se moramo čim bolj pripraviti na naslednjega nasprotnika in to je to. Obe polfinalni tekmi bo v petek gostil ljubljanski Tivoli. Tajfun bo ob 18:15 igral z branilci naslova iz Novega mesta. Ob 20:30 se bo začela tekma Zlatorog-Lastovka. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo rahel dež ponehal tudi v severovzhodnih krajih. Popoldne se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe. Meja sneženja bo nad okoli 900 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne od 5 do 12 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo delno jasno, pihal bo veter zahodne smeri, otoplilo se bo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.